Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 24. december 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Nepričakovana poteza v NK Maribor. Klub naj bi prevzel člansko ekipo ljubljanske Ilirije. Po rasističnem napadu na 12-letnega otroka v Mariboru analiziramo, ali so tovrstni napadi le posamezni primeri ali pomenijo premik v družbeni dinamiki. 7-letni Teo iz Tršca potrebuje našo pomoč. Za zdravljenje redke genetske bolezni v Ameriki družina potrebuje 2,5 milijona evrov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Ljubljana in Maribor sta v nogometnem smislu običajno na nasprotnih bregovih, a tokratna novica, ki je v zadnjih dneh pretresla slovensko športno javnost, napoveduje povsem drugačno sodelovanje. Mariborski vijoličasti naj bi prevzeli člansko ekipo ljubljanske Ilirije in si tako ustvarili svojo B ekipo v drugi ligi. Zakaj se je Maribor odločil za to nenavadno potezo, zakaj prav Ilirija in kako bodo zaobšli pravila o posojah igralcev? O projektu, ki naj bi stal okoli $500 000 letno in ki bi lahko spremenil razvoj mladih talentov v Sloveniji, se bomo na kratko pogovorili z Miho Dajčmanom. Miha, smo v času zimskega premora za slovenske prvoligaše, toda v pisarnah nogometnih klubov se očitno veliko dogaja. Kakšen je bil tvoj prvi odziv na informacije portala Planet Nogomet, da NK Maribor prevzema drugoligaša iz Ljubljane? Res je bilo eno takšno zimsko zatišje pred to novico. Z minuli vikend se je za spletno stran kluba oglasil Čem Bazgul, vodja nogometnih operacij v NK Maribor, in navrgel to bombico, da v bistvu Maribor za leto 2026 pripravlja en velik projekt. Na začetku ni bilo jasno, zakaj gre. Je pa že povedal, da se v bistvu slovenski klubi soočajo s težavo, da svojih mladih nogometašev ne morejo takoj upeljati v članska moštva, ker Slovenija nima neke razvojne lige, nima lige U21, kakor je to navada v tujini. In zdaj se je v bistvu v ponedeljek pojavila ta vest portala Planet Nogomet, ki je poročal o tem, da Maribor prevzema člansko ekipo Ilirije. Ta bi igrala seveda v Ljubljani, ker je klub bil tudi ustanovljen, bi pa ves pogon članske ekipe bil urejen v Mariboru. Maribor naj bi celo določil trenerja te članske ekipe. Portal Ekipa je recimo tudi v ponedeljek že poročala, da bo trener te ekipe postal Radovan Karanović, ki je še zaenkrat trener mladincev Maribora. Tako da to so prve informacije, ki so prišle ven nekoliko prej, kot bi si verjetno v obeh klubih želeli. Kajti, kot smo že pridobili nekaj informacij, te zadeve še niso dokončno dogovorjene, ni še vse potrjeno. Je pa seveda ta prva informacija poskrbela kar za neko presenečenje. V Sloveniji takšnega načina sodelovanja ne poznamo, nismo ga bili vajeni. Maribor je pred leti imel svojo B ekipo med letoma 2014 in 2017, pa takrat spoznal, da to delovanje ni racionalno in česa podobnega pač nismo bili vajeni. Seveda se dogajajo posoja nogometašev tistih večjih klubov v drugoligaše, v tiste manjše prvoligaše, da se tam mladinci ali pa mladi nogometaši, ki prehajajo v članski nogomet, razvijajo. To je stalnica. Maribor je to v preteklosti počel z nekimi bližnjimi klubi, pa tudi s klubi iz ostalih koncev Slovenije, da pa bi imel nek klub svojo B ekipo v drugi ligi. To pa se še dejansko ni zgodilo, ker tudi ta Mariborova ekipa je igrala recimo v tretji slovenski ligi. Tako da ja, res je bilo presenečenje vse skupaj, ker smo pričakovali, da se bo v povezavi z NK Mariborom zdaj po zimi veliko dogajalo, predvsem okoli kadrovanja, o tem, kateri nogometaši bodo odšli, kateri bodo prišli seveda in nadomestili te odhajajoče. Kajti trener Maribora Feđa Dudić je ob koncu sezone večkrat napovedal kadrovske spremembe v prvem moštvu. Za zdaj vemo le, da odhaja Luka Guček, to je bila uradna novica objavljena na klubskih straneh, drugih informacij glede kadrovanja še ni. Lahko pa zdaj v bistvu pričakujemo ne le to, da se bo kadrovalo, ampak tudi, da se bo dejansko tudi neke organizacijske spremembe zgodile v povezavi z NK Maribor.
Pestra zima še torej pred nami, če se malo še vrneva torej k prevzemu Ilirije. Pravila Nogometne zveze Slovenije sicer določajo, da lahko en klub drugemu posodi le 3 igralce. Kako torej načrtujejo obiti to omejitev v NK Mariboru in ali to morda pomeni, da bodo mladi mariborski talenti dejansko morali prekiniti pogodbe z matičnim klubom, da bi torej lahko igrali v drugi ligi? Ja, glede na pisanje ekipe je to edina možnost, takšna so tudi pravila, torej le 3 nogometaše lahko en klub posodi v drugi klub. Spomnimo se, pred nekaj leti je partnerski klub slovenskih Radomelj postal splitski Hajduk. Takrat se je pojavilo veliko posoj nogometašev iz Hajduka v slovenskega prvoligaša, ampak te posoje kasneje pač v tolikšni meri več niso bile mogoče prav zaradi tega pravila, kmalu se je to sodelovanje tudi končalo. In kot si že omenila, nekako logično bo, da bo Maribor prekinil pogodbo z svojimi mladimi talenti in jim ponudil pogodbo preko Ilirije, da bodo ti postali polnopravni člani Ilirije. In vseeno pa, če bo torej res Maribor prevzel upravljanje članske ekipe Ilirije, to pomeni, da bodo to nogometaši pod njegovim okriljem. Zanimivo zna biti potem, kako bo vse skupaj to potekalo, ker seveda to prinaša dodatne stroške za nogometni klub Maribor, ampak kot so turški meceni vijoličastih iz Ljudskega vrta že večkrat povedali, denar v Ljudskem vrtu v tem trenutku naj ne bi bil težava. Govoril si torej tudi že z obema kluboma, pridobil nekaj odzivov, kaj pravijo tam, kdaj bi torej lahko prišlo do dogovora, o katerem se zdaj pogovarjamo. Z temi prvimi informacijami so precej skopi, recimo predsednik Ilirije nam je povedal, da vsi medijski zapisi niso točni, ne morejo pa še povedati, kaj vse se dogovarjajo z NK Mariborom, ker je pač zadeva kar precej zapletena, gre za prvi takšen primer. So nam pa povedali, da pač takoj, ko bodo prve stvari jasne, da se nam bodo znova oglasili. V Mariboru smo poklicali vse tiste na vodilnih pozicijah, ki bi lahko vedeli kaj več. Recimo direktor Bojan Ban nas je usmeril do Čema Bazgola, ta na naša sporočila še ni odgovoril, se je pa oglasil podpredsednik kluba Uroš Mlakar, ki je potrdil, da je ideja na mizi, da so v pogovorih, da pa pač tudi on še ne more ničesar uradno komentirati in dodal, da bodo navijači prvi, ki bodo izvedeli vse podrobne informacije. Če še lahko povabim k branju tega današnjega našega članka v tiskani izdaji, včeraj smo zadevo že objavili na splet. Pa še to, če bomo dobili odgovore dodatne, spremljajte Večerovo spletno stran, tam bomo vse skupaj objavili. V vodstvu NK Maribor napovedujejo, da bi se projekt lahko zgodil že z letom 2026 in kot so že poročali kolegi v drugih medijih, bi se vse skupaj lahko zgodilo res s pomladanskim delom sezone, kajti Ilirija naj bi bila že nekaj časa v finančnih težavah, z nekaterimi nogometaši so že prekinili pogodbe, tako da če se bodo stvari zgodile, se zna zgoditi, da se bodo zdaj v kratkem res zelo hitro. Bomo pa seveda vse skupaj tudi spremljali. Veliko nogometnega dogajanja, torej zdaj, če tudi bo zelenica najbrž pobelil sneg, upajmo. Hvala, Miha, za tvoje odgovore. Dodajmo še, nogometaši Maribora se zberejo 3. januarja. Misliš, da bo takrat že kakšna informacija več? Ne morem zagotoviti, vabim pa k branju Večera. Nadaljujemo zgodbo o rasističnem napadu na 12-letnega otroka v Mariboru ta konec tedna. Govorili smo s sociologom dr. Tiborjem Rutarjem z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Rutar pravi, da dokler posamezni rasistični ali drugačni incidenti niso sistematični vzorec, gre za obsojanja vredne in tragične posamezne primere in ne nujno temeljni premik v družbeni dinamiki. Citiram. Slovenija je vsaj še nedavno po večini meritev izkazovala nizke ali vsaj relativno nizke stopnje ksenofobije, rasizma in implicitne pristranskosti. Žal pa drži, da je v preteklih letih od približno leta 2020 naprej pri nas naenkrat in močno narasla politična polarizacija.
Tibor Rutar še pravi, da tako kot drugod v Evropi se je tudi v Sloveniji zanimanje za neliberalne populistične ideje, ki med drugim slonijo na strahu pred tujostjo in drugačnostjo, v zadnjih 15 letih zvečalo. Med glavnimi vzroki za vse to so socialna omrežja, eksperimentiranje politikov s povečanim ponujanjem populističnih idej, nekateri mednarodni pretresi in na krajši rok tudi pandemija, še razmišlja sogovornik. Celotna analiza v časopisu in na spletu. December je tudi ali v prvi vrsti čas dobrodelnosti in na Podravju, pa tudi vso širšo Slovenijo, je v zadnjih dnevih ganila zgodba o 7-letnem dečku Teju iz okolice Ptuja, natančneje iz Tršca v občini Videm, ki se sooča zelo kruto in neusmiljeno redko genetsko boleznijo, Duchenovo mišično distrofijo. Gre za hudo in hitro napredujočo bolezen, ki otrokom postopoma jemlje mišično moč, samostojnost in nazadnje tudi življenje. To hudo diagnozo je deček dobil jeseni letos in takrat se je svet družini obrnil na glavo. Ko so izvedeli, da v Ameriki obstaja genska terapija, ki tovrstnim bolnikom prinaša novo upanje, so stopili v akcijo. Skupaj z društvom William Julian zdaj prosijo za finančno pomoč, da bi Teju lahko omogočili prepotrebno zdravljenje. Zato bodo potrebovali 2,5 milijona evrov, saj zdravilo ni krito iz zdravstvenega zavarovanja. Ker zdravilo deček potrebuje čim prej, zdaj vse prosijo za pomoč. Teja bi na zdravljenje radi poslali še pred njegovim 8. rojstnim dnem, saj pri tej starosti običajno bolezen začne hitreje napredovati. Govorili smo z dečkovima staršema, ki pravita: najtežje nama je vedeti, da se bo brez zdravljenja njegovo stanje neizogibno slabšalo, zato z vsem srcem prosiva, da za našega Teja namenite donacijo. Dečku lahko pomagate z SMS-om Teo5 ali Teo10 na 1919. Zgodbo 7-letnega Teja pa preberite na podravskih straneh časopisa. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj na prav poseben dan, 24. decembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.